Slovenska Bistrica je bila v sredo 11. avgusta v znamenju košarke. V športnem parku so namreč pripravili sprejem za odličnega slovenskega košarkarja, torej Bistričana Klemna Prepeliča, ki je na nedavno končanih olimpijskih igrah v Tokiu osvojila 4. mesto. Bistričani so v velikem številu torej sprejeli svojega someščana in poglejmo, kaj se skupaj se je dogajalo v Tokiu in kaj je za nas povedal tudi Klemen Prepelič. Čas, ponos, Bistrica je vedno bila športno mesto, tudi sam sem bil del enega sprejema, ko sem bil zelo mali, ko je Sani bil MVP tistega Evropskega prvenstva do 20 let v Ohridu, ko smo delali v sprejem pri gradu in sigurno sem tudi sam sanjal o teh sprejemih. Verjamem, da je vsak, ki je danes bil tu del tega, vsak navijač ti da neko dodatno spodbudo, nek dodaten push in ponos in sigurno hvala za tako lep sprejem. Bili ste homogena ekipa, torej prijatelji, 12 istih prijateljev, pa tudi ostalo vodstvo, ki je bilo zraven, ste držali skupaj, prišli do 4. mesta, ki je na koncu imeniten uspeh, vendar ostaja tisti grenak priokus, da bi lahko bila tudi kolajna. Ja, sigurno, kot prvo bi rad izpostavil tudi fante iz ozadja, vsi fizioterapeuti, tehnični vodja, direktor, res servis na vrhuncu, poskrbljeno je za vsak milimeter naših potreb in res izjemna zahvala gre tudi njim, glede na to, da se govori samo o teh 12 bratih, dejansko je cela skupina, ki smo res povezani imenitno in ljudje, ki so z nami dolga leta. In ja, sigurno grenak priokus, težko je bilo, težko še bo, ampak ta ekipa je že v preteklosti delala izjemne rezultate, kot je bil zlata medalja na Evropskem prvenstvu, sedanjost, kjer smo pač bili četrti na nehvaležno 4. mesto na olimpijadi, ampak biti četrti dobesedno na svetu je za državo kot je Slovenija en izjemen dosežek in tudi ni samo rezultat, tudi način, na katerega smo igrali, na katerega so ljudje prepoznali našo igro, poletno igro, društvo, ljubezen med nami, je nekaj posebnega, kar ostane za celo življenje in sigurno, tako sem rekel, preteklost za nami, sedanjost je svetla in prihodnost še boljša. Vsi govorimo torej o tisti tekmi z Francijo, pa vsi govorimo potem tekmi z 3. mesto za Avstralijo. Bila je pa odlična tekma, no vse tekme so bile res vrhunske in odlične z Španijo. Ja, iskreno lahko povem, da smo imeli 5 final letos. Prvo je bilo v Litvi, ko smo mogli zmagati, če smo hoteli sploh na olimpijado, ali se bi pa našo poletje končalo. Igrali smo res kot ure, Luka nas je povezal fenomenalno in že tisto finale je bilo nek vrhunec tega poletja, ampak smo tiho v sebi vedeli, da ne gremo na olimpijado kot outsideri, da imamo svoje možnosti in to se je tudi pokazalo. Premagati Argentino, svetovne podprvake na način, katerega smo jih premagali, sigurno ni mačji kašelj. Potem Japonci, ki so zadnje 2-3 leta vlagali v to ekipo nenormalno in so imeli svoje računice in potem ja, ta tekma za Španci je bil to drugo finale, kjer enostavno nisi smel izgubiti, kajti poraz je prinašal ameriško reprezentanco, ki je verjetno najtežja ovira na poti do sanj. In potem od četrtfinala naprej poraza več ni, enostavno moraš zmagati vse tekme. Mi smo uspeli premagati Nemce, na to izgubili nesrečno proti Francozom. In nažalost se je naša najslabša tekma na turnirju zgodila za 3. mesto in Avstralci so zasluženo odnesli bronasto medaljo. Klemen, 4. mesto si postavil dvore najboljši bistriški olimpijec, to je najboljša uvrstitev trenutno po Filipu Leščaku in Ivanu Trajkoviču, ki je sedaj osvojil 5. mesto. Ti imaš 4. mesto na letnih olimpijskih igrah in to je sedaj najboljša uvrstitev bistriškega športa na olimpijadah. Ja, iskreno nisem vedel, to mi da še dodaten grenak priokus, da nisem mogel vzeti to prvo medaljo, ampak verjamem, da v Parizu z isto ekipo oziroma podobno, z še boljšim Lukom, še boljšimi vsemi nami, mislim, da imamo lepe možnosti prvo za uvrstitev tja, potem pa za mešati štrenje najboljših. Še torej tvoje klubske obveznosti ostajaš v Valenciji ali morda kakšni drugi? Ne, imam pogodbo veljavno z Valencijo in tako sem rekel prej, srečni smo tam, družina, mesto je vrhunsko, klub je na najvišjem možnem nivoju in sigurno po eni strani grenak priokus igranja drugega evropskega tekmovanja, ne bomo v Euroligi letos, ampak
sigurno bomo dali vse, da se tudi tu osvoji to evropsko tekmovanje, da se vrstimo v Euroligo in naslednje leto ponovno napadamo najboljše možno tekmovanje. Kako ste vi, Tamara, spremljali košarko, torej Klemna v Tokiu? Iskreno, zaradi te situacije s covidom pač ni šlo, da bi bili tam kot podpora v živo in vse, ampak smo spremljali preko več ali manj preko zaslonov, smo se kdaj s kakšnimi ženami ostalimi dobile, ampak moram pa povedati tudi, da ta naboj sigurno ni bil enak kot v živo, ker smo ga spremljali praktično povsod, kjerkoli do zdaj je šel. Smo tudi mi potovali, ampak moram reči, da pa najbolj se mi obnese, ko tekme gledam sama, doma. Kako ste pa doživljali tole euforijo, ki smo jo videli prek televizijskih zaslonov, kako je to sedlo v vašem domu? Sigurno je nek grenak priokus ob pač dogodku, kakorkoli se je pač razpletlo, ampak moram povedati, da smo zelo ponosni na njih, da pač je enostavno vse to, kar se je dogajalo okrog nas, jaz mislim, da se mi še zmeraj ne zavedamo, čist 100%, pač kako to ljudje to drugače sprejemajo, tako kot mi to drugače, kot njihova družina in kot njihovi partnerji, partnerke, kakorkoli pač že družina sprejemamo. Nekako smo iz klubskih sezon navajeni teh porazov pa zmag, tako da je mečkan lažje, ampak ko dejansko vidiš te fante, kako se jih vseh 12 bori, tudi če kakšen ne pride na parket. In ko sem res videla to povezanost med njimi, moram reči pač, da mi je bilo res zelo hudo, ker sem tudi sama pričakovala, da bodo sigurno kako kolajno domov prinesla. Napovedala sem jo, tako da moram reči, da je bilo nervozno, napeto in predvsem pač se je razpletlo, kakor se je, ampak smo ponosni in srečni in veseli, tako da. Po vsej tej zgodbi življenje teče torej naprej in danes smo na tem sprejemu tukaj v Klemnovem rojstnem kraju, torej v Slovenski Bistrici. Kako ste vi videli tale danes sprejem? Ja, življenje teče dalje, tako kot ste rekli, tudi nas že hitro čakajo obveznosti, klubske in vse. Zdajle je Klemen res zelo zaseden, ampak si vedno rad vzame čas, da pride pač v svoj rodni kraj, kjer je odraščen in vse v bistvu dejansko mu je Bistrica kot in občina in kot na njegovi športni karieri dala ogromno in stala vedno ob strani. Tako je, iskreno sem rekla sama sebi, toliko sem že utrujena, da sem rekla ampak ta sprejem ne bi zamudila za nič na svetu. Res, že ko so bili evropski prvaki, je bil sprejem fantastičen, krasen. Vedno rada vidim, kako dejansko Klemen dobiva vedno več podpore iz svojega rodnega kraja, kar pač tudi njemu vem, da ogromno pomeni. Ta sprejem danes se mi zdi, da je vsakič sem pokomentirala glih na začetku s Svakom, da čisto vsakič se mi zdi, da tako neko presenečenje lepo naredijo, za Klemna poskrbijo, da se res počuti kot res dobrodošel in pač toplo sprejet med Bistričani in tudi cela organizacija, res moram povedati pač, da je na nivoju, postavijo res cel oder. Klemen dobil ogromno nekih čestitk, nekih priznanj, tako da vsa čast, no.